Lepo pozdravljeni in dobrodošli v podkastu Vroča tema. Danes bomo govorili o premieri filma, ki prihaja v kinematografe 17. februarja, in sicer Exodus 1945, Naša kri. Zakaj tak naslov? O čem govori film? Verjetno ste že malo posumili. Gremo nazaj v leto 1945, po koncu druge svetovne vojne, ko se je vojna situacija že umirila, pri nas pa je še vrela kri. Kaj se je dogajalo, kako so to predstavili v filmu, pa nam bosta povedala producent David Cipoš in pa igralec Jernej Kuntner. Lepo pozdravljena. Živijo, lepo zdrav. Če gremo najprej čisto na začetek, kje se je vse to skupaj rodilo, kje se je pojavila ideja, kako se je razvijala, zakaj ta tematika? Meni se zdi, da smo do te tematike prišli čisto organsko. Ni tako, da bi zdaj to nekje iznenada padla ta ideja. Skozi celo filmsko zgodovino, kar ustvarjam, smo nekako se vrteli okoli recimo krščanskih likov, kaj so počeli recimo škof Anton Volk, ki je deloval po drugi svetovni vojni, kaj se je dogajalo recimo z Blaženim Alojzem Grozdetom, kaj se je dogajalo recimo s tistimi, ki so potem se preselili v Argentino, recimo je bil en film o sestri Tončki Krajnik, in ta zgodba, torej maj 45, je pri vseh teh ljudeh eno stičišče, ena točka, v kateri vsi vejo, kaj povedati. Ali pa se vsaj njihovo življenje dotika tega. In je bilo čisto naravno, da se enkrat tudi tega lotimo. Seveda sem pa v pogovorih z ljudmi, sploh recimo Slovenci v Clevelandu, večkrat naletel na predlog ali pa celo prošnjo, da enkrat moramo to za vselej zapisati v filmsko obliko. Film je vseeno medij, ki doseže res širše množice, in mogoče si ne bo vsak vzel ene debele knjige in prebral, kaj se je takrat dogajalo, skozi film, skozi like, pa je to res dostopno. Ja, potrebno je povedati, da je to prvi celovečerni film na tovrstno tematiko v Sloveniji, pa vendar predno se dotaknemo pisanja scenarijev. Zakaj tak naslov tudi? Naša kri. Moje vsak Slovenec, ko pač prebere ta naslov, se mora vprašati, kam pa on spada, čigava kri se pretaka v njem. In če je to slovenska kri, je to tudi moja kri in tudi Jernejeva kri in tudi vaša kri. In to je naša kri, in naša kri se pretaka med vsemi poli, med tistimi, ki verjamejo v eno ali drugo, med tistimi, ki smo z zahoda ali vzhoda, pač vsi smo iste krvi, vsi smo Slovenci, in zato je tudi ta naslov Naša kri. Zdaj neko globljo razlago seveda bomo v filmu povedali, ampak mislim, da se moramo, če ne drugo, vsaj vsi skupaj dati pod en dežnik in reči, da mi smo Slovenci, kakršnokoli razdrobljeno zgodovino že imamo. Kaj pa vsebina? Recimo lahko malo odstremo zgodbo, ki se dogaja predvsem skozi oči dveh zdravnikov. Enega od teh zdravnikov igra tudi Jernej Kuntner. Kakšna je v bistvu zgodba? Ja, zdaj bomo se verjetno pol vrnili nazaj, kako je nastajala zgodba in vse, ampak jaz lahko res prav zdaj v tem trenutku povem o tem mojem doktorju, doktor Maršol, ki sem bil ga povabljen igrati. In seveda sem z veseljem, da si je moja kri, naša kri, ni obremenjena s temi dogodki, o katerih film govori, maj 1945, en moj dedek partizanska, drug nemška, je bil v nemški vojski. Tako da jaz tega niti preko družine nisem nikoli pravzaprav čutil tega problema, ki smo se ga lotili. Ampak seveda smo se ga pa lotili inteligentno preko zgodb malih ljudi, pravzaprav malih velikih ljudi, ker ta doktor Maršol, o katerem, ki ga jaz igram, je bil velikan. To je bil zvezdnik svojega časa, pravzaprav, da tako rečemo, doktorski zvezdnik. On je bil
rahlo, seveda, po en stran ambiciozen, tako da je delal tudi neke take, bi rekel, kompromise življenjske. No, ampak seveda, ko je pa nekoč, ko pa je postal eminenca in bi rekel, primarij Leonišča, bil je dolga leta tudi osebni zdravnik kralja jugoslovanskega, ne, tako da bil je res ena velika persona, ne. No in to me je seveda zintrigiralo in da gremo pogledati, da gremo posneti eno zgodbo o tistem času preko drugih likov, preko drugih ljudi, ki se ne dotikajo politike, ampak so bili vrženi v ta nek, bi rekel, krvavi, brezosebni čas, ko so vsi moralni kompasi odpovedali. Pa je drugače ustvarjati recimo lik nekega resničnega človeka, ki je obstajal takrat v tistem času, ki je bil tudi aktiven, recimo zelo izobražen, izobraževal se je tudi v Ameriki. Je drugače, kot če recimo ustvarjate nek fiktivni lik ali pa nek lik, ki mu lahko dodate tudi neke svoje elemente, ki se vam zdijo mogoče simpatični. Ja, ne, sej tukaj seveda tudi smo imeli toliko odprt, ker vendarle ga nismo poznali, gospod je umrl tam v 60-ih ali 70-ih v Clevelandu. Smo dodajali neke moje osebne, naše osebne, ne, ampak seveda je toliko večja odgovornost, kadar delaš nek zgodovinski lik, ki ga pa marsikdo še mogoče ga je celo osebno poznal, ne, ki zdaj živi. In bi seveda, če si preveč odprt, ne vem, v neko imaginacijo, lahko veliko krivico narediš, ne. Zato je, bi rekel, delati en zgodovinski lik, to se mi pravzaprav tudi še ni zgodilo, da bi delal en tak lik. Delal sem jaz sem igral Koritka, Emila Koritka iz Prešernovega časa, pa tako. Ampak to so tako oddaljeni liki, bi rekel, prazgodovina pravzaprav, ne. To je pa res zdajšnja zgodovina, moderna zgodovina in je ta človek še pri marsikomu živ, ne. Živ v zgodbah, živ v glavi, v družini, v krvi, ne. Tako da je drugače, ampak seveda kot igralec si toliko frej, da nekje nacepiš pol na njega ene svoje ideje ali pa ideje režiserja, DOP-ja ali pa kdorkoli pač, kaj pa če bi ti tako vse naredil, ne. Tako da to je odprto, ampak z neko, bi rekel, odgovornostjo, ne. Odgovornost pa vendar še vseeno neka umetniška svoboda. Tako je. Pa da se dotaknemo še ostalih likih, ko smo že ravno pri likih, glavnih igralcih, tudi Alenka Tetičković je podobljala enega izmed pomembnih likov. Koga vse še lahko omenite, da imajo No, to moče tudi lahko Jernej še veliko vlogo? Ja, lahko komot, ja. Ja, to je res v bistvu se mene tiče. Ja. Pač seveda oni so nas poklicali, stesterali, potem smo pa že se mi poglabljali. Tako da Alenka je igrala pa mojo ženo, se pravi Milko Meršol, ki je pa tudi, no tudi to je ena od zgodb, recimo Meršol je po rojstvu navaden ajzenponerski otrok iz tam okolice Radovljice. Oče je bil pač kretničar oziroma pač tam je bil tisto postajo, kjer se je pol tudi cel film nekje odvijal, bi rekel. On je poznal tisti del Štreke, kjer se pol vse to dogaja. On je iz otroštva poznal, zato je lahko tudi pomagal. No, skratka, on je iz male družine, iz malih ljudi pravzaprav se poročil v bistvu v veliko družino. On se je poročil v družino Tominšek. To so Tominški in Milka je bila hčerka od gospoda doktorja Tominška, po katerem se imenuje tudi pot na Triglav. Ne? Tominškova pot na Triglav. Tako da on je v bistvu vstopil v meščanstvo, doktor Meršol, preko žene. Ne? Tako da tudi to je imel srečo, da je prišel, bi rekel, tako v višji sloj, ne? Ki smo ga seveda takrat po vojni izgubili. Ne? To je, nažalost, je večina tega, bi rekel, inteligence, veliko inteligence odšlo. No? Pol imaš pa še enega doktorja ob sebi, a ne? Pa imam pa še drugega doktorja, ki je bil pa tudi takrat, bi rekel, je bil pa kirurg, tudi zvezdnik tistega časa, bi rekel, malo bolj zadržan kot Meršol, ki je bil, bi rekel, tako eksaltiran, pa rad je pripovedoval, ne. Ta je bil pa zadržan, kirurg, tipičen, ne, po par ur zbran, ker moj ni bil kirurg, ne, Meršol je bil infektolog, ne.
No, ta pa kirurg in je tudi doktor Janeš, ne, je tudi sta skupaj bila pol na tem vlaku in sta skupaj tvorila, bi rekel, ta moralno-etični kompleks, ki je izpostavljen tudi v tem filmu. Kaj sta ona naredila, kako sta se odločila, kako sta v bistvu rešila tisto, kar se je rešiti dalo, upoštevajoč Hipokratovo prisego. To je eden od vitalnih momentov, katere so ima potem, bi rekel, komunistična oblast potem in vsi ti, ki so bili mučeni preživeti iz tega vlaka, so bili potem tudi, bi rekel, zlorabljani, da so jih blatili. Da so blatili ta dva doktorja, da nista upoštevala Hipokratove prisege. In zdaj, če na hitro mogoče samo to, ta problem, ne, Hipokratova prisega ne govori o žrtvovanju življenja, ne, govori o tem, kako ti v danem momentu, v danem trenutku narediš največ za bolnika. Ni pa to, da se ti žrtvuješ in da žrtvuješ svoje življenje za bolnika. To pa ni. To ni Hipokratova prisega, ne, ker ona, da sta pač to naredila, ne. Pomagala, dokler se je dal, in potem sta tiste, ki so lahko rešila iz vlaka. Eni so šli pa naprej, ker niso mogli. In seveda tisti so bili pač žrtvovani oziroma žrtve komunistov, ki so jih pol zavzeli tam na Jesenicah. Ne. Tako da seveda, to sta dve, predvsem te, ki sta bile tudi sestri noter, dve sestri Mrak, sta bili potem mučeni, veliko, seveda, in sta, jasno, ker si pač mučen, začneš govoriti ene stvari, ki te mučijo, hočejo slišati, ne. In sta oni dve zelo pol, pravzaprav najprej sta sodelovali s tema dvema doktorjama, potem sta jih pa v bistvu kar grdila, no. Sta jih grdili po vojni. Ampak to je vse pač čas, tak krut čas. Ona dva načeloma sta se potem tudi iz tujine zagovarjala, da ne more nihče očitati, da sta prekršila Hipokratovo prisego. To je ena od teh moralnih norm, ki jih tudi obdelamo v filmu. Ne. Na to se bomo še vrnili, pa zdaj, da ostanemo pri igralcih. Kako ste izbirali igralce? Je bil kakšen casting, ste že takoj vedeli, koga vzeti v ekipo, ste že s kom sodelovali? Ne, smo takoj vedeli. Imeli smo torej audicije, povabili več igralcev, nekako smo mogli narediti tudi cast, ki med sabo komplementarno deluje, torej da niso neke čudne diskrepance med starostmi, izgledom, da pač tudi ta kemija nekako deluje. In se mi zdi, tudi potem, ko smo na koncu prišli do končnega casta, smo bili res veseli, medtem ko na začetku se nam je pa zdelo, kot da se nam kar ne seštevajo stvari skupaj. Na začetku tudi mogoče takega odziva ni bilo, da bi sploh to vlogo, ne to vlogo, ampak tudi kakšne druge vloge kdo prevzel. Ampak se mi zdi, da so to te taki zatikajoče stvari tekom produkcije, ki so pri čisto vsaki zadevi, ali pri iskanju lokacije, ali pri iskanju kostumov, pač pri vsaki stvari se ti malo zatika, ko pa enkrat to z neke distance gledaš, pa si rečeš, pa se na koncu se je pa vse skupaj dobro izšlo. Ja, res, kar si rekel, da smo sodelovali, mislim, dobro, da smo se pol vklopili, namreč prej sem pozabil, da je doktor Janeža igral tudi Matevž Miler, ne? Naš kolega iz našega teatra, iz Lutkovnega, kjer smo tudi z Alenko. Tako da mi smo nekje prišli skupaj tudi, ker se že dobro poznamo. Tako. Mi delamo redno predstave, dan za dnem smo skupaj, res smo bili kot že narejena ekipa. Ne? Tudi to se je pol nekako sovpada. Ne? In če igralci dobro klapajo skupaj, ne, pa ekipa dobro klapa skupaj, pač ta snemanja so, mislim, da vsem ostala res lepem spominu. Ja, res. A to je bilo naključje, da so bili v bistvu vsi iz istega teatra? Naključje, ja bi rekel, ja. Bolj kot ne. Ja. Kar pa je verjetno dodalo zgodbi, filmu, še eno dodatno moč, ker ste tako prepleteni že verjetno se je že videl tudi na audicijah, ker smo bili, ker smo pol imeli kakšne skupne prizore, ste tudi vi videli
Poglej, kako pa hitro funkcionirata. Ne? Dobro se poznate. Ja, za Lenko Ja. sva pa tudi še sošolca iz akademije. Da sva, no, ne bom rekel, 20 plus, ne? Ja, 30 že, skoraj. Ja, tako da mi, da se res toliko dolgo že poznava in sva stara frenda in potem še tukaj v teatru in ogromen enih predstav, snemanj, ne? In se je potem verjetno tudi to videlo, da dajmo, lej, tele, štima. Ne? Štima. Tudi leta so nam štimala pravzaprav. Ne? On je bil res, jaz sem bil tam mal čez 50, on je bil mal čez 50. Ne? Tako da vse se je nekako tudi res pol poklopilo. No? Se bomo tudi prišli do tega, ampak nekateri ljudje so ta film že videli in nekateri, ki so dejansko poznali dr. Valentina Meršola in Milko in so rekli, da je cast zadet v nulo. Super. No, še nisem slišal, to mi zelo godi. O tem se bomo še dotaknili nekoliko kasneje. Tukaj v zadnji tudi vidimo slike in seveda vaš plakat. Tudi te slike jaz prvič vidim, tako da, ker sem razlagal, skozi malo gledam. Takole, Ja. ja. Kaj pa vsebina, lahko malo odstrnemo? Zdaj malo smo jo že načeli. Tako, vse čist preprosto, torej spremljamo ljudi, ki grejo iz Ljubljane proti Vetrinju. Kaj se dogaja na tej poti? Veliko časa torej so na vlaku, na sanitetnem vlaku, kjer sta ta dva doktorja dobila možnost, da tudi ona dva greta na ta vlak in s tem pobegneta oziroma gresta na Koroško. Zraven je še veliko civilistov in spremljamo torej to dogajanje, kaj se dogaja na vlaku, potem tudi en del peš. Ne stopimo pa še v Vetrin. Tam je potem to še cela naslednja zgodba, ki jo moramo povedati, kaj se je tam dogajalo, ampak ta pot je precej nevarna, je polna enih pripetljajev, je polna enih odločitev, je polna enega spoznavanja, kaj ljudje oziroma kaj Slovenci zapuščajo za sabo. Po drugi strani je pa še vedno gledano skozi njihovo perspektivo. Oni so vsi šli tja z neko mislijo, pa ja, se vrnemo čez 2-3 tedne nazaj. Tako je bilo, ja. Tako so vsi razmišljali. Celotna, najprej seveda uvod v Ljubljani, kjer se vidi, kako te ljudje živijo neko mirno, delovno življenje, ker seveda zdravniki morajo delati tudi po prisegi, ne? Tudi v vojnem času in vse, kako se je to vse, no, nekako bi rekel, težek življenje tudi v Ljubljani že poznal, a ne? Strahota, ki prihaja iz obrobja, ne? V bistvu pač bi rekel vojna, ne? Med partizani in domobranci. In kako se potem iz tega rodi ta strah in potem pot na ta vlak, na ta sanitetni vlak, kjer sta ona dva doktorja tudi strokovno, seveda Meršol pa še svojo družino, Janez je bil pa brez, ne? Ni on imel še družine. Tako da potem je pa večina iz Ljubljane potem na vlaku in potem premik proti Ljubelju, proti tunelu. Ne? Seveda tudi nismo zasledovali tega, da bi v bistvu prikazovali, kako se je to v bistvu psihoza delala, ne? Kako so ljudje, ki so se umikali, bili tudi konstantno zasledovani od partizanov, ki so jih sledili in potem tudi bombardirali tja noter v dolino gor proti Ljubelju. To je vse gorelo, to je veliko ljudi tudi takrat umrlo, ker so pač res tudi zadeli včasih, ne, ker so nas lepo streljali. Tega nismo izpostavljali, bi rekel, tega vojne. Čuti se psihoza, ampak ni pa gorenja, ni toliko teh. Ker ko sem jaz bral knjigo, in je pač opisan zares, ne, to je bilo grozen. Ne. Tudi nekako že, ker to se niso samo naši umikali, ne, Slovenci, to so takrat šli čez vsi Nemci, vsi Hrvati, vsi Srbi, Bosanci, Črnogorci so šibali čez tukaj, čez to pot, čez to cesto, ki je razpadla, ker so tudi tanki bežali, šibali čez proti tunelu gor. To ni bilo več ceste, ker ni bila narejena za tanke in tako, ne. In je to bilo eno blato, to je bilo, ljudje so imeli s sabo vozove, krave, konje, ki so umirali, ki so jih morali puščati ob cesti in šli peš naprej. Vseh teh grozot ne moramo prikazati. Ne. Lahko pa prikažemo
z nekim sočutjem, da ljudje to vidijo, a ne, in mogoče tlele izpostavim ta agonističen spomin, da je film je postavljen v okvir tega agonističnega spomina, kar pomeni, da ljudje lahko sočustvujejo z drugo stranjo, ne da bi se v bistvu, ne da bi morali prevzeti njihove politične nazore. A ne? In to film išče. To sočutje, ki ga je pri nas absolutno premalo. Ne razumem zakaj, kako, kje je ta med ljudmi, ki nasprotujejo, bi rekel, spravi in celjenju rane, kje ni te empatije? Ker vsak človek ima pravico do spomina, do imena in do groba. Vsak, v zahodni civilizaciji sploh, ampak verjamem, da tudi širš po svetu. Vse civilizacije poznajo to. Tukaj se pa to krši. No in v tem filmu se mi zdi, da smo se tudi poskušali osredotočati na like in zgodbe ljudi, ki nas lahko inspirirajo in kjer vidimo res neko to človečnost na ljudi, ki so v tej zmešnjavi ohranili ta svoj moralni kompas. In moče tudi samo par besed še o dr. Janezu Janežu, a ne? Pač on je res velikan v tem svojem poklicu. On je bil recimo prvi, ki je v Ljubljani uspešno naredil transfuzijo, torej še preden je moral bežati. Testiral na sebi, ne? Tako, ja. On je recimo potem, ko je se enkrat rešil, je na koncu pristal v Tajvanu, kjer je potem veliko let operiral, pravzaprav zastonj, bil je tam kot misionarski doktor oziroma zdravnik in je naredil preko 80,000 operacij in pravzaprav celo življenje daroval za paciente. On je nekako čutil to potrebo, da da svoje življenje, ker je preživel, da da življenje. Ker ga je Bog rešil. Res je zanimiva zgodba. Ne? On je seveda bežal, ker pač ni plačeval prispevka za OF. On ni bil niti ne, niti druge strani, ampak seveda so se ustrašili, ker pač zdaj oni prihajajo v Ljubljano in je šel. No, in je bil že tudi v nasprotju z Maršolom, ki je bil v Vetrinju vodja civilnega dela, je bil on že vrnjen, že vračan z, mislim, da 4. vlakom nazaj v Jugoslavijo. On je bil tam v Pliberku, ker Pliberk pa Podrožca, ne? 2, se pravi Jesenice, pa pol tam Celje. On je bil že tukaj v Pliberku in je skočil, zadnjo sekundo je skočil v polje Rži. In je tam ležal 5-6 ur do polnoči skoraj in potem je prišel nazaj in ker je on prišel nazaj, vmes so že bila razna opozorila, ker so se kakšni reševali, gremo nazaj, nas vračajo Angleži komunistom v Jugoslavijo. On je prišel pol tja do Celovca, iz Pliberka do Celovca v tisti noči, ko se je rešil, se seveda zahvalil Bogu, da ga je rešil in se potem žrtoval, da je šel. In tudi zaradi njega so potem Angleži prisluhnili, ker so prej se delali, kot da nič ni. Ker je pa doktor Janez prišel in je povedal, da nas res vračajo partizanom. Zaklenejo vlak in gre not v Celje ali pa v tunel. Tako da tudi to je njegova, bi rekel, kalvarija, ne, taka osebna. Ne. Ampak on je recimo na Tajvanu je heroj v resnici. A na njega imajo res v čislih, tudi bolnica je tam po njem poimenovana, tam so ga klicali dr. Oki in to je recimo en izmed parih recimo herojev na Tajvanu, ki so recimo naredili neke slikanice in on je med prvimi 5. Pač tako res visoko ga cenijo in se mi zdi, da so to te zgodbe, ki jih moramo govoriti. Pač kaj so ljudje prestali in da se lahko iz teh zgodb tudi naučimo in pač on je vsekakor ena taka inspirativna zgodba. Najprej šel na Kitajsk, ne? Pa pobegnil spet pred komunizmom na Tajvan, ne? In je bil tam na tem delu sveta zvezda. Maršol je pa v Ameriki delal naprej, zdravil, na novo moral narediti vse, ker Amerika ni priznala teh njegovih, vse doktorske izpite, vse še enkrat, vse naredil in do smrti bil zdravnik tam. Svetilnik, ne, bi rekel, ki bi moral svetati doma, ne. In to smo tudi zavestno izbrali, torej 2 zgodbi 2 zdravnikov, ki nista bila, kot je Jernej rekel, na nobeni strani, ampak sam nista pa hotela podpirati komunizma in sta na koncu pač vseeno bila na listi, če temu tako rečemo.
In skozi take zgodbe lahko tudi marsikaj odnesemo. A ne? Ste ravno zato izbrali skozi oči nekega navadnega človeka, zdravnika, da niste toliko orisali tudi zgodovine, ampak predvsem po tej človeški, čustveni plati, po plati neke etičnega, moralnega kompasa. Je bilo to lažje mogoče za razumevanje nekih malih ljudi ali pa gledalcev, ki bomo film pogledali? Recimo, konec konca je to igrani film, kjer pač vseeno ti spremljaš karakterje, kjer moraš ti dati človeku, da zadiha s tem karakterjem. To ni dokumentarc, ki bi lahko v parih besedah, parih stavkih zgostil neko zgodovinsko dejstvo ali pa razlagal neke zgodovinske okoliščine, in tu si marsikatero stvar treba razbrati iz konteksta, iz pogledov, iz kratkih besed, ki si jih te karakterji med sabo rečejo. Ampak smo se kar zavestno odločili, da nočemo s tem filmom iti torej na neke pole in začeti polemizirati na ta način, ampak da vidimo tudi, kje so zgodbe pa v teh sivinah na sredi, ko so se ljudje, ki si bi rekel, pa se ni imel s politiko nič, začeli spraševati o tem, a bojo preživeli ali ne. Ja, v bistvu je to, bi rekel, en del zgodbe ali pa filma, da ne sodeluje, ker ni zgodovinski film, nismo mi zgodovinarji, mi smo umetniki. Mi delamo umetniški spomenik nekemu času in ni namenjen sploh političnemu izrabljanju. Kdor bo nekulturno izrabljal ta film za dnevno politiko, za razkol, ki še zmeraj nismo končali, nismo zacelili, je nič vreden človek. To so nič vredni ljudje, ki bi znali ta spomenik, monument izrabljati v dnevno politične namene. Tukaj ni besede, ki bi bila beseda opravičila. To se mi zdi, ker mi moramo to rano. Je pa mogoče ta film pomaga to rano, ki še ni zaceljena, očistiti, je gnila, če govorim po doktorsko, po zdravniško, ta rana je gnila, gangrenasta, očistiti to rano, da se lahko potem mirno zaceli. Ker do tega mora priti. Mi ne moremo iti naprej. Mi smo nebesa in pekel. Slovenija je tako nesrečna dežela. Mi praktično, če pogledate, imamo tukaj zgorej nebesa, par klafter globoko, kakor bi rekel Cankar, imamo pa kosti. In ne samo naše kosti, mi imamo kosti vseh jugoslovanskih narodov, Hrvatov, Srbov, Črnogorcev, vse imamo tukaj. Se pravi, imamo tukaj nebesa, spodaj pa pekel. In če ti tega ne razčistiš, se nam to vleče, ko rak rana, ko slab zadah. Zelo lepo. Se da z umetnostjo, recimo s filmom, to pozdraviti, neko, bom rekla, kolektivno rano, ki je še vedno odprta. Vidimo, to si ne upamo reči, ker so to res velike besede, v smislu, da pozdravimo. Se mi pa zdi, da je prav, da začnemo, da prispevamo, da damo tule zraven prvi ta kamenček v taki filmski obliki. Meni se so zelo pomembna dela tudi drugih, ki obravnavajo to področje na nekem zgodovinskem ali pa recimo dokumentarnem področju. Tale stvar pa recimo odpira eno čist drugo dimenzijo, ko pa se ne rabimo mogoče zdaj preveč samo v te politične, zgodovinske stvari osredotočati, ampak da pogledamo, kako je pa to navaden človek preživljal. In film bo nekaj tu dodal, da bomo se lahko o tem pogovarjali, in mislim, da je film res en tak medij, ko če se bomo kregali pri tem filmu, pač kak narod smo, a ne? Dajmo se pogovarjati. Vse to je namen tega filma. Pač vsak mora biti pripravljen vsaj poslušati drugo stran, kakorkoli temu rečemo, zato da pač teče dialog. Sej, če ni dialoga, tudi naši odnosi ne delujejo. Če ni dialoga, se ne moramo zmeniti, da bomo pili vodo ali sok, in pač na koncu se moraš pač poslušati in se zmeniti. Zelo nekulturno. Ja, pa v prvi vrsti smo pa le ljudje. In z nekimi čustvi in ne glede na ideologijo moramo gledati, da smo le ljudje. Zdaj pa, če se dotaknemo še scenarija, kako ste ga spisali? Vid Planinc je v bistvu zbral verjetno
po zgodovinski plati zgodbe, da ste spisali scenarij? Ja, tu smo res poskušali biti čim bolj zgodovinski, po drugi strani pa seveda film kot medij zahteva, da ima neko svojo dramaturgijo. Če hočemo eno tako zgodbo povedati v 1 uri, vemo, da ne moramo gledalcu na začetku vsega povedati, pa potem 3/4 ure vleči z nekim dolgčasom. Tako ima film neka svoje pravila, po drugi strani pa vseeno smo lahko z zgodovinskostjo operirali na način, da smo bili vseeno dovolj svobodni. Vseeno te karakterji dopuščajo, da imajo svoje stavke, da imajo nekaj dodanih čustev, ki jih mogoče čisti iz neke literature oziroma nekih zgodovinskih opisov ne moramo razbrati. Tako da gre za neko sodelovanje med zgodovino in umetnostjo. In tule se mi zdi, da smo tako kot umetniki res veseli, da lahko kaj takega počnemo. Smo pa ves čas z eno tako težo, ne bi rekel, da sicer bremenom, ampak tako z eno spoštljivostjo do teh karakterjev in teh ljudi, ki so to prestali, da poskušamo res povedati točno tako, kot je bilo, in da ne tu recimo ali slepomišimo, pa česa ne povemo, po drugi strani pa tudi, da damo tem karakterjem in tem likom eno tako spoštljivo mesto v zgodovini. Lahko tu se je pa prepletalo, tako kot pri likih zgodovinskih, a ne, da ti nekaj pol svojega nacepiš. Blazno veliko smo brali, v kratkem času smo prebrali veliko knjig, in tako, predvsem jaz, kot glavni lik. In sem potem veliko, ker ni Alenka ima majhnega otroka še, pa tako, ne, in ni mogla vsega prebrati, pa sem jaz razlagal, pa sem pa razlagal Matevžu, ki je pa neko drugo knjigo, pa so si, skratka, prišlo je do tega, da in potem me je vid potegnil na stran, pa je rekel, no, to, kar bom zdaj povedal. Skratka, vlak se ustavi, Maršol je zelo v bistvu izrabil svoje poznavanje železnice v bistvu tam in železničarje, in da so ga železničarji poznali. Da je od ta starega Maršola, ne? Ta starega kretničarja tam pri Radovljici, ne? Tam med Lescem pa Radovljem. No? In je on to nekako poznal in je res zdaj, da je on šel do strojevodje, povedal stvar in tako naprej. No, jaz sem pol enih zgodovinskih dejstev tako napaberkoval iz raznih knjig in sem pol prepričano razlagal tam vsem, sem rekel, zdaj pa poslušajte, in on pol 10 minut mu je dal železničar oziroma strojevodja, da grejo vsi pač dol pa vse to in to je to in jaz za sveto razlagam, pa mi pa vidi prav, ne, to je pa moja, veš, to sem pa jaz v scenariju dodal, ni bilo to 10 minut, ni bilo tako, bilo je pač nekaj, tisti vlak je potoval 2 dni gor dol, v Kranju je stal eno celo noč, pa se pol premaknil nazaj proti Medvodam, pa nazaj, to je bilo, ne vem, koliko 60 vagonov, ne. Nemci so bili gor, pa Slovenci, a ne. In seveda se ni vedlo zdaj, in seveda je pa odzadaj pa potekal nek, bi rekel, diplomatski pogovor med komunisti in med Nemci, ne. Da so potem naredili nek kompromis, za kar so pa pol naši izvedeli, ne. Da naše nam pustite, vas pa spustimo na Jesenicah čez. Kaj pa recimo ustvarjanje filma? Vi ste sodelovali ne samo kot producent, tudi kot snemalec. Verjetno je bilo veliko izzivov, pa samo v 10 dneh ste ga posneli. Kako vam je to uspelo? Recimo, filmska produkcija zna biti včasih velika, zahtevna. Vi ste imeli pa malo ekipo, ampak ste bili zelo usmerjeni, optimizirani, vedeli ste, kaj si želite. Je to boljše, recimo, da si tako malo bolj... Mi smo kar posebna ekipa, bi rekel v Sloveniji, ker pod isto streho sodeluje zdaj recimo okoli 20 ljudi in se res dobro poznamo med sabo in tudi delamo zelo redno. Torej ne ustvarjamo enega filma na leto in da bi par tednov samo delali na filmu in je to, kar tisto leto počnemo, ampak praktično smo ves čas v pogonu. Ta teden je snemanje v četrtek, recimo prejšnji teden je bilo snemanje v torek. Tako, pač vsak teden ima ena ekipa znotraj teh naših ljudi, neko snemanje. Tako ves čas se brusimo v tej obrti, kako optimalno produkcijsko speljati snemanja, kako znotraj enega dne najboljše izkoristiti snemalne pogoje, kako sceno izkoristiti, da lahko pokažeš vseeno širok kader, pa mogoče nisi niti imel
vseh pogojev, ampak veš, da boš eno stvar lahko v postprodukciji rešil, ene stvari ne boš, zato boš takrat previden. In se res dobro poznamo med sabo. Snemanje samo pa je bilo vsaj za ta film izziv tudi zato, ker smo imeli kar težke pogoje, kar se tiče uporabe lokomotive. Tako da že zaradi tega si nismo mogli privoščiti, da bi to snemanje predolgo trajalo, ker bi tudi stroški potem gromozansko narasli. In je bilo treba res izkoristiti dneve, tako da takrat, ko smo imeli recimo to lokomotivo, da smo posneli vse ključne stvari v premikanju, vse ključne stvari potem, ko je stvar ustavljena, ni se snemalo kontinuirano, torej se noben film skoraj ne, ampak tako res smo vsako minuto dneva izkoristili, da smo dobili največ iz tega. In to je res en produkcijski zalogaj. Zdaj, ekipa, ki je delala na tem filmu, je res dobro premislila, kako te snemalne dni prerasporediti. To se je predvsem dogajalo junija in julija lani, eno snemanje potem tudi avgusta. Tako da tudi vremenski pogoji so potem bili zraven. Človek bi pričakoval, da bomo takrat imeli sonce ves čas, v resnici je potem en dan deževalo, kar je pomenilo, da je tudi v filmu potem bilo nekako treba umestiti ta deževni dan, ko je bil snemalni dan, da bo nekako imelo smisel v zgodbi. Ampak tako in Vid kot režiser in druga ekipa, se mi zdi, da smo sam zaupali, da se bo vse skupaj dobro sestavilo. In moram reči, da smo bili res blagoslovljeni okoli tega, da je vse skupaj se potem poklopilo. En dan snemaš v soncu, isto stvar pa potem v nadaljevanju filma naslednji dan, ko je dež in mora to nekako skupaj pasati. Kako ste to ustvarili? Ja. Čarovnije. In malo čarovnije. Glih popoldan se je potem malo zoblačilo in je glih ta kader pasal v redu z recimo včerajšnjim in potem je spet na večer sonce prišlo in je to glih v redu pasalo z tistim kadrom, ko bo še naslednji dan. Tako neverjetno je bilo okoli tega vremena. Božja volja. Božja volja. Jaz vam moram povedati od zunaj, zdaj, da se ne bo on sam sebe hvalil v svoji produkciji. To je res, to je, kakor jaz velikokrat rečem, to je next level. Oni ga delajo, to je res ekipa, pa sploh ni tako majhna, da bi rekel. To je veliko ljudi, ki so uigrani, kot je rekel, delajo non-stop, sodelujo non-stop, uigrani, predani, točno vejo, poznajo se točno tako, kot se mi igravci, ko smo se, tako se oni poznajo, ve, da mi luč, da mi tam nastavi to, on kot DOP, Vid, z vsem znanjem, vrhunski dečko, res, vse je imel v glavi, sproti smo šli, tako kot je bilo planirano, eno stvar za drugo, nič ni šlo pravzaprav v Leerlaufu. Samo snemalo se je, delalo in potem se je končalo, ko se je končalo. Tako da res taka ekipa, to smo bili, se pravi, vsi profesionalni, ki smo bili, tudi Prebil je bil, pa Alenka, pa Miller, smo bili čist očarani nad to, seveda težko stvarjo, ker glih juni, juli lansko let je bilo 40 stopinj, glih takrat najhujša možna zgodovinska neka temperatura in mi zunaj in kot da nič ni, fantje v uniformah. Potem nam je dobro šel na roko tistih par dni, ki smo bili na vlaku, ker ko smo se premikali, vsaj malo pihali. Smo mislili, da bo vroče, pa smo tiste okna odprli in je pihali naprej, nazaj, tako da smo lažje preživeli pravzaprav na vlaku, ko smo mislili, da bo bolj vroče, kot potem, ko smo hodili, ko smo pač morali hoditi, kot bi rekel, begunci, kot kolone. Ja. Tako da to res, in to jaz mislim, da se bo tudi videlo v filmu, da se bo videlo, da je narejeno z eno predanostjo, z ljubeznijo, z umetniškim žarom, kapo dol. Ja, kmalu si ga bomo lahko gledali in videli to umetniško stvaritev. Omenili ste tudi vročino, kako vam je bilo vroče v teh oblekah. Kaj pa kostumografija? Je bila originalna, nekatere obleke ste tudi dali sešiti? Tako, ja. Zdaj, te domobranske obleke so zdaj vse naše. Praktično je tudi za film najboljše imeti svoje obleke, zato ker potem jih lahko tudi malo uničiš, malo zapackaš, zato da so malo bolj realistične in je to v redu, da imamo svoje, zato ker tistih par, ko jih je v Sloveniji, pa v resnici jih je zelo malo,
vseeno služijo nekemu zgodovinskemu spominu in ni fajn glih, da se neki igralec v tej obliki valja po tleh. Drugače smo pač tudi ta naša kostumografinja in make-up artistka Nastja, ki je bila tudi producentka, tako pri nas res te vloge so zelo prepletene. Pač res je poglobljen research naredila, kako so ljudje tam takrat bili oblečeni, kakšne mašne, kakšne frizure so imeli. In tudi tako, ko pogledaš te množice, prav začutiš pač tisto obdobje in si rečeš, prav preseliš se v tisti čas in vidiš, da so ljudje recimo takrat tudi, predvsem ženske, res poskrbele za svoje frizure, da so ljudje v belih srajcah šli, tako, urejeni so bili, po drugi strani pa kljub temu, da so bili revni, so imeli neko tako spoštovanje do sebe. Tukaj mogoče se lahko navežem na to, kako so vsi častili Slovence, pravzaprav seveda to bo pol v drugem delu, ampak tudi tukaj, kako so bili na poti, pa so bili čisti, sploh pa, ko so prišli v Vetrinje, kjer so bile nemogoče razmere, ni bilo niti vode, to je bilo neko polje, kamor so jih Angleži pač dali te Slovence, ki so prišli čez. In kako so se čudili vsi te Angleži, Kanačani, ki so imeli čez nas, Slovence, Kdo so to? Kdo je ta narod? Kva so ta narod? Čisti, organizirani. Kako lahko pridejo v nedeljo k maši, gor tam Vetrinjska cerkev, zdaj sem šel tudi pogledati že za naprej. Kako lahko pridejo z belimi, z čistimi srajcami, kako se ženske znajdejo v nemogočih higienskih razmerah, uredijo, organizirali so življenje. Kako? Kdo so ti ljudje? In se res vidi, da smo neka stara nacija, nek star narod, ki zna narediti kamorkoli pride svojo civilizacijo. To so pol seveda tudi dokazovali kasneje pol v Argentini, v Ameriki, Avstraliji, konec koncev. Čeprav Avstralija je bolj ekonomska migracija. Ampak vsi ti, ki so šli, ker takrat, morate vedeti, takrat je veliko inteligence šlo, ki ni bila, ni bila na strani, bi rekel, tega lumpen proletariata, in so pač videli, da nekaj ne bo v redu in so se umikali. Veliko inteligence, veliko velikih podjetnikov, veliko kmetov velikih. In to so vse ljudje, ki so znali organizirati življenje na mikro, bi rekel, in tudi na makro, tudi na državnem nivoju. To so, seveda, to morate vedeti, po vojni je celotna redno, legalno izvoljena oblast šla. In je še zdaj nimamo načeloma 80 let, dobro 80, do Slovenije. Je bila v bistvu neka oblast, ki nikoli ni šla čez volitve. Oni so takrat pregnali vse te ljudi in ti ljudje so bili potem gor in so znali hitro organizirati življenje in to so se sam čudili vsi. Kdo so to, kva so to? Slovenci, naša kri. Slovenci, naša kri. Ja, pa tudi scenografija je bila originalna. Zdaj me zanima, kako recimo tudi igralcem pomaga neka taka dobra kostumografija, dobra scenografija, ki je originalna, recimo vas potem lažje popelje v tisti čas nazaj. Ja. To je zanimivo, kako so vsi ti zgodovinski filmi, so vsi stari, tudi ameriški, tudi nemški, tudi slovenski. Zato, ker delamo zgodovinske filme in tudi poskrbi vsi sektorji in rekviziterji, scenografi, vsi poskrbijo za originalne stvari, ki so pa seveda po 100 letih, po 80 letih stare. Ampak niso bile takrat stare, Mi pa vse te stare filme zgodovinske gledamo, kot da je vse staro, recimo tudi te na sliki, recimo. Takrat je bilo vse novo, ampak mi tega ne vemo. To je pač en tak fenomen, s katerim se pač mi igralci malo ukvarjamo. Staro uro imaš, takrat je bila nova, zdaj imamo staro, ker je stara 80 let. Ampak seveda ti pa pomaga, drugačen dizajn ure, recimo že moja ura od Maršola, prstani drugačni, srajce drugače, zdaj je vse drug material. Skratka, ti pomaga, da vstopiš v nek čas, ki je bil pred tvojim. In seveda tudi pomaga scenografija. Stari stoli, stari vlaki. Vlak, to je bilo fascinantno, kako ste to dobili.
To je pač. Ste to dobili? Ja, ta vlak. Ja. Ja, imeli smo spet malo sreče okoli tega, zato ker recimo slovenska lokomotiva, ki se je en čas vozila po tej trasi tako turistično, od Jesenic pa potem gor, ni trenutno delujoča in je nekje na popravilu in smo iskali naokoli, kje dobiti eno tako lokomotivo, ki dejansko še vozi. In je na srečo v Avstriji, to je res samo čez mejo, ena proga, ki je pravzaprav zaprta za ta trenutni potniški promet, ker je v tistem času sta zgleda tekmovale dva podjetja, katera bo prevzela to glavno avstrijsko progo. In je taka zaprta proga, po kateri se vozi samo ta lokomotiva z vagoni in turiste vozi malo po tele trasi. In pač to smo mi potem za nekaj dni sodelovali z njimi. Tam Borovlje Ja. proti Beljaku, teh nekih 30 km deluje. Ne? Tako. Pač pokrajina je tam tudi čudovita, včasih smo mogli potem z vizualnimi efekti še kaj popraviti, da vemo, da hodimo torej šele proti Ljubelju, ne od Ljubelja naprej, ampak mislim, da človek lahko skozi film to čisto dobro začuti, kam se ta vlak premika. Ja. Ne, zanimivo, kako tudi v bistvu to društvo upravlja, kako smo lepo z njimi sodelovali. Ja. Če je bilo treba naprej 10 km, stop, nazaj je unšel, ker rikverca ni, ne, tam je unšel nazaj, je pogledal, je videl, da je čisto, je rekel šiben, šiben in pol je slišal in je šel rikverc 10 km in smo spet mi se vozili naprej nazaj. Ne. Izjemno. No. In to je ta ista štreka, ista proga, po kateri so 80 let prej vozili domobrance not v Jesenice, ne, preko Podrožce. Marija Elent je zdaj to. Tam čez. Se pravi, ta del je šel tle čez, on je šel pa preko Pliberka dol v Celje. Ne. To sta bila dva kraka, kamor so jih vračali, ne. Angleži. Ne. Je pa zanimivo, da se ti voziš po eni, mislim, to vidiš, to je pač Avstrija, ne. Se voziš po eni stari štreki, ki je zaprta, zdaj sam za zgodovino dol od spodaj v dolini, tečeta pa dva velika tera v eno in drugo smer. Pa se vrneš pa v Slovenijo, pa je vse tako tle, in še zmeri iz Franca Jožefa ena štreka in se vozimo počakati, drugi gremo naprej. Pa sploh ni toliko vlakov. Ne, mislim. Ja, škoda, no. Vidiš, da tam so šli tudi že 5 korakov naprej. Te teme zaenkrat ne bomo odpirali. Nisva se še dotaknila tega, kje pa ste dobili v bistvu originalno scenografijo, poleg recimo vlaka, kaj pa ti male detajle, recimo, ki ste jih uporabljali, kje se da to dobiti? Scenografija oziroma mogoče celo rekviziti, a ne? Ja. Pač res imamo iznajdljivo ekipo, recimo je bilo treba narediti Meršolovo stanovanje, to smo potem v enem župnišču malo preuredili eno sobo. Treba biti sam pozoren na to, kje se ti največ elementov poklopi. Torej, če so neke tapete, če so neka taka okna, mogoče lahko kakva vrata menjaš, če so tam slučajno novejša. Ampak tako fascinantno, kaj se da z iznajdljivimi ljudmi narediti. Treba imeti en uč, pa en občutek za estetiko. Pol se vrata na snemanju ne zapirajo, ne? Ja. Tako da ti vstopiš, pa kukar zapreš, ne? Ja. Vedno malo improviziraš. Veliko enih filmskih trikov včasih treba narediti, zato da daš občutek, ko je zunaj hodil, sicer nekje čist drugod, pride potem samo skozi vrata nekam not, v resnici se pa to dogaja nekje na čisto eni drugi filmski lokaciji. Recimo tale sanatorij je bilo treba narediti, to smo potem tale nunski samostan v Mekinjah, par hodnikov pa sob malo preuredili, tudi tisto operacijsko sobo smo pravzaprav celo zgradili noter v eni prazni sobi. Tako da kakšne take stvari, pa potem iz tehniškega muzeja, pa še iz raznih koncev, tudi včasih kakšna bolha prav pride, da dobiš kakšne rekvizite na kup, da dobiš vse te majhne elemente, včasih kjero stvar tudi sešiješ. Tako res je toliko enih elementov, ki jih film zahteva, zato da bo na koncu človek samo eno zgodbo gledal. Ampak če te stvari ne delujejo, tudi zgodba zgublja na neki teži. Kaj pa lokacije? Zdaj par ste jih že omenili. Kje vse se je še? En tak izziv je tudi recimo bil tale ljubelski tunel, a ne,
ki v tistem trenutku, ko je pač leta 45, ni izgledal tako kot danes, a ne? In take tunele, da bi bili res še v tej neki grobi obliki, kjer še vidiš skalo, je zelo malo, oziroma skoraj smo se predali. Skoraj smo se predali. Ja. In pač neke take stvari iskati, pač sej naša ekipa tako veliko časa na Google Mapsu preživi, ampak to ni bilo definirano ne kot tunel, ne kot predor in ne vem točno, kako so potem to našli, ampak Vic je rekel, nič, ne bom se predal, grem še enkrat raziskati vse in se potem res voziš po Sloveniji z tega ptičjega pogleda in iščeš neke variante in na koncu se je to najdlo. Kje je to, Šambija, tam nekje na Notranjskem. Ja. Za eno vasjo noter, pod eno tako freeclimbersko steno in priješ do tunela. V katerem času si, kje smo to, kje je to najdel, kje se je to našel? Mislim, sam zgledali smo, res vsi igralci smo bili začudeni, kaj, kako. In res je, kot tist čas, ko se je takrat v bistvu glih dobro naredil. Ne? Tist tunel so ga delali te vojni ujetniki, ki so imeli taborišče in na naši strani, tukaj in na Boroveljski strani, se pravi na drugi strani, so bili kaj Mauthausen ali kaj je bil to izpostava nek. Se pravi, tle, ko se peleš gor na naši strani od Tržiča, so še pač spomenik ško, pa na drugi strani. In to smo pa nekako morali najti in se je našlo. No. Ja. Kaj pa sporočilnost? Recimo, zagotovo vsak izmed vaju najde neke trenutke v filmu, ki so močni, nabiti z neko sporočilnostjo. Kaj bi recimo izpostavila? Jaz imam trenutno v filmu en taki trenutek, predvsem na začetku filma, ko se pač ta pot začne in je potem en taki zračni posnetek te lokomotive, ko pač je štartala glih in gre skozi tisti gozd. In pri tistem kadru me vedno tako zajame, pač kjera teža se šele začenja. Sej ljudje so bili prestrašeni, mogli so se odločiti, te dni prej so bile najbrž hude debate doma, a gremo ali ne gremo, kdo gre, kdo ne gre, kdo bo ostal. Ampak ko enkrat ta vlak spelje, pa se mi zdi tako, je občutek, ni poti nazaj. Gremo na to pot, pa bomo videli, a gremo v življenje, v smrt, upajmo, da preživimo. In se mi zdi, da je tam eno to seme, zapuščam slovensko domovino. Zdaj z te perspektive današnje vsi vemo, kaj so res te ljudje izgubili, kako so pogrešali Slovenijo. Recimo oba dva poznava skupnosti v tujini in veva, kaj pomeni za te Slovence razmišljati o Sloveniji. Vsi imajo doma slike Slovenije, tako res so... Vsi so pesniki. Ja. Vsi pišejo, jokajo. Tako res se čuti, kako so bili strgani stran od te domovine, od tega doma, ki so ga potem celo življenje pogrešali. Marsikdo si ni upal priti nazaj v Slovenijo, marsikdo je potem prišel v Slovenijo, ampak ker si tam ustvaril družino, tam si ustvaril življenje, potem bil vseeno tisto njihov nov dom, ampak ta občutek je meni recimo bil eni zanimivih za zdaj se izpostaviti. In bi se navezal, ker tudi jaz bi to izpostavil, če gledam zdaj oziroma ker sem snemal, ker sem iskal globoke občutke v sebi, kaj so ti ljudje naredili. To so vendar bili situirani ljudje z lastnino. Ne? In Bog ne dej, da se kakšne take stvari sploh lahko še zgodijo, čeprav smo ljudje toliko neumni, da ponavljamo zgodovino non-stop. Ampak to, da ljudje, ko bojo gledali ta film, da dojamejo, da vidijo, da užgejo svojo empatijo, da se nobenemu, nikomur se to ne sme zgoditi. Sploh pa ne ljudem, ki so bili vodilni v družbi, ki so vodili družbo, ki so jo tudi naredili tako, kar smo Slovenci bili, ki so imeli svojo lastnino. Jaz se predstavljaš, da moraš zapustiti hišo, zato so si vsi več ali manj prepričevali in lagali, mogoče sebi, sej čez 14 dni se vrnemo. Globoko v sebi je Meršol vedel, da se ne bojo vrnili. Zato, ker je bil inteligenten. On je bil inteligenten, načitan. On je vedel, da zgodovino ponavljamo ljudje iz neumnosti. In je vedel, ampak pa če ženi in otrokom razlagal, se vrnemo. Vedel je, da se ne bojo vrnili. Ne? Ker je res prihajal en tak kaos, ena taka moralna luknja, bi rekel, in jo je to on slutil.
Maršol in marsikdo od teh, ki so odhajali. Ne. Da se, Bog ne dej, da se kdaj še kaj takega zgodi, ker to so take strahote, sploh pa za mali narod. Zamislite si, koliko ljudi je bilo pobitih med in po drugi vojni, Slovencev, koliko je šlo jih, ki bi lahko tukaj ustvarjali lepo prihodnost, imeli družine, 12,000 vojakov, recimo, samo če pomisliš. Je bilo pobitih, ki bi lahko imeli družine in bi nas bilo malo več. Kot Slovenc sem se navezal. 100,000 se jih je takrat. Več kot 100,000. Več kot 100,000. Recimo zdaj, ko je film zaključen, ko ga gledate, bi mogoče še kaj spremenili. Otrok bo šel v svet 17. februarja, tudi na platna tukaj v Sloveniji. 20. februarja. Tako, 17. je predpremiera, ja. 20. je pa potem v vseh kinih po Sloveniji. Tako. Zdaj, ko ga gledate, je to neka zgodba ali pa nek film, ki ga lahko ves čas malo gneteš, ali ste ga že spustili in ne zaplava? Mislim, da smo ga že spustili. Pač vsak ustvarjalec ve, da ko nekaj naredi, nobena stvar ni popolna. Saj tako kot ljudje nismo popolni in tudi ta film ima gotovo napake v sebi. Tako obrtniške, kot tudi kdaj najbrž kakšna vsebinska malenkost, ki ni čisto točno taka, kot bi jo si recimo kdo želel, da bi bila bolj izpostavljena, manj izpostavljena. In si mora človek reči, da to je to. Dajmo tega otroka, kot ste rekli, v svet, naj hodi, naj se pokaže, naj ljudi prepričuje ali ne prepričuje, predvsem pa jim naj spodbuja k tej empatiji. Naj jim da neko ogledalo, kaj se je takrat dogajalo in naj jim bo predvsem zgled, da česa takega nikoli več ne ponovimo. 20. torej ga lahko vidimo že v Odiseji. Kakšna bo potem njegova pot naprej? 20. bo tako v Odiseji kot tudi v Cineplexu. 20. je celo premiera odprta za javnost, kjer bo tudi obisk ekipe in tudi še potem na parih drugih mestih po Sloveniji bomo z ekipo prišli pa povedali malce o nastajanju filma. Upajmo, da bo ta film dobil še dodatna predvajanja, ampak predvsem na začetku vabimo ta res prvi vikend in da ljudje tudi preverijo svoje lokalna kina, točno kater dan je tista projekcija, da čim večji množici pridemo, ker samo na ta način bomo spodbudili, da bo potem še več projekcij in da se bo o tem filmu govorilo. Škoda bi nam namreč bilo, da bi ta film pokopali nekje v neko ignoriranje in da bi ga zaprli in dali v nek predal, kot si bi najbrž marsikdo želel, ampak tukaj res pristopamo, se mi zdi, da cela ekipa, cela igralska zasedba, res iskreno pristopamo k temu, da dajmo tem ljudem en tak zgodovinski spomenik, en grob, da ta del zgodovine ni tako nekje pometen pod preprogo, ampak da lahko v njem tudi govorimo in debatiramo. Je pa film ogledal luč sveta že v Ameriki, v Clevelandu. Kakšni so bili odzivi, kako ga je bilo videti? Tako, zdaj pred kratkim sem bil čez lužo in sem film predvajal z sodelavko Elzo tako v Clevelandu kot v Torontu in Hamiltonu. In torej imeli smo 4 projekcije vse skupaj. Pač predvajati ta film eni taki publiki je eno taka najlepša nagrada, kar si človek lahko želi. Ko pride potem po projekciji k tebi gospa in reče, ja, mene je pa doktor Janez Janež operiral aprila, malo prednje je moral bežati, a ne? Imela je neko stvar na grlu in je on bil tisti, ki jo je operiral. Potem recimo spoznala sva vnuka doktor Valentina Meršola in vnukinjo. Ko vidiš te direktne povezave, spoznaš zgodbe ljudi, ki so bili na tem vlaku, spoznaš in slišiš zgodbe, ki so poznali te ljudi od blizu in ta sprejem, pač in ko slišiš solze med projekcijo, ko potem slišiš zgodbe ljudi, kako se jih je to dotaknilo in kako oni nosijo to težo te svoje zgodovine, ali po pripovedi svojih staršev, nekateri se pa tam tudi celo 100-letniki, tako da se spomnijo to iz prve roke. Pač res lep poklon
takemu filmu, po drugi strani pa se mi zdi ena taka lepa popotnica, da bo ta film nagovarjal tudi tule in upamo, da tudi med Slovenci tako zaživi. Kaj pa nadaljevanje? Prej sem začutila, ko smo se pogovarjali, da bo film doživel tudi nadaljevanje. Torej, scenarij za drug film praktično že imamo, torej dogajanje predvsem v Trinju, kako sta dr. Valentin Meršol in dr. Janez Janeš odigrala precej ključne vloge pri tem, da so nehali Slovence vračati nazaj v Jugoslavijo. In to je zgodba, ki bo pravzaprav v nekem podobnem stilu mogla biti posneta, ki bo spregovorila o tem specifičnem delu zgodovine. Seveda pa je to, če je to drug korak, upajmo, da nekoč sledijo tudi tretji, četrti in naslednji koraki. Pač slovensko zgodovino moramo posneti tudi z tega vidika, moramo povedati zgodbe tudi o teharjih in moramo povedati tudi zgodbo Kočevskega roga. Mislim, da smo še malce daleč stran od tega, ampak gremo pa v to smer in radi bi ta del slovenske zgodovine mu postavili spomenik in tem ljudem, ki so takrat ohranili ta moralni kompas, pokazali, da so lahko pokopani. In boste nadaljevali verjetno z isto ekipo, tudi igralsko? Tako, vsekakor. No, zdaj ta dogajanje v Vetrinju je seveda cast pravzaprav isti, seveda so tam drugi liki, tudi strani Angležev in drugih. In pač se mi zdi, da potem, če gledaš 2 filma zapored kot ena serija, in bo tudi... Malo bomo starejši igralci, ampak nič ne de. Mogoče mi še niti ne to, ampak otroci se bojo poznali. Otroci bodo odrasli. Mi še nekako stariš, ampak ne. Mi se ne staramo, otroci pa rastejo. Tako, otroci pa rastejo. Ne, to je zanimivo, ta drugi del nosi tudi eno veliko zgodovinsko dejstvo tega Meršola, ker je on pravzaprav prevzel to vlogo slovenskega Mojzesa, so mu rekli, in potem vodjo taborišča, civilnega dela, ne vojaškega, 6000 ljudi. In on je 6000 ljudi praktično s svojim delovanjem in svojim znanjem angleščine in svojo požrtovalnostjo, svojo nepredanostjo, mislim, da se ne preda, s predanostjo, da se ne preda, rešil pravzaprav, da ga je celo to je en tak zanimiv detajl, da ga je iskal osebno, 4. junija 1945, ga je osebno iskal na Vetrinju general Aleksander. General Aleksander, ki je bil poveljnik celotne zavezniške vojske v Sredozemlju. Iz italijanske kaserte je prišel gor in iskal dr. Meršola v slovenskem taborišču. In ko ga je najdel, slike obstajajo, sicer je bil fotograf od generala, tako da je Meršol od odzadaj samo slikan. Samo to imamo. Ker je šlo vedno preko njega, da je bil general v prvem planu. No in tam, tistega 4. junija se je odločilo in na tistem polju je pol general rekel, stop, noben noče jeti več v Jugoslavijo, ne vračamo jih. In je 6000 civilistov takrat bilo rešenih. Seveda se je kalvarija nadaljevala, ampak niso šli v smrt, tukaj so šli 12 000 vojakov. Ja, na tej točki bomo že zaključili, vse se mora enkrat končati. Najlepša hvala vam za obisk tukaj v studiu. Hvala. Uspešno še naprej in seveda srečno, dobro pospremite film Na pot. Hvala za pozornost vsem skupaj in pa bodite dobro.